pristop vsi prosim, ker ga napišete, ker je v bistvu za prisotnost. Preležen. Da se on plakate. Pravilo poznamo. Hvala še, da ste ostali tudi po filmu. Da bomo čez diskusijo mogoče se vtaknili tem, ki so ga predstavili filmu. Predstavljam goste danes z nami. Docentni doktor Ilka Čerpes, arhitektka in urbanistka, profesorca na naši fakulteti. Potem je z nami tudi dr. Luka Mladenovič, arhitekt in urbanistični oblikovalec. Se prav ukvarja s tem področjem, trajnostne mobilnosti in je torej ste z urbanističnim inštitutom. Potem pa še Grega Intov, študent urbanizma na naši fakulteti in zunanji sodelavec občine Bled. Moderira ova, se moderira, ja, bi vas Blažen. Ok, ja, pa če kar začnemo s prvim vprašanjem. V bistvu so v filmu so prikazani neki prostorski problemi in pristopi do neko reševanje ene največjih svetovnih središč. Zdaj pa, kako pa lahko to, kar smo videli, primerjamo z občutno manjšo dobrano njeno širšo okolico, kjer so prostorske problematike, ki so podobne in ki se razlikujejo in kjer so te pristopi, ki si mogoče delimo, mislim, pristopi za reševanje, ki si jih delimo s temi mesti in ki moramo mi ukrepati. Ja, gledajte, jaz bi najprej vprašala, koliko je tukaj študentov z naše fakultete, ali vidim to? Drugi so vsi gosti. No, interes ni ravno, bi rekla, intenziven. Zdaj, iz tega filma je bilo zelo jasno videti, kateri poklici nosijo odgovornost za to, da bodo ljudje v bodoče živeli v koliko normalnih pogojih. To smo mi, arhitekti in urbanisti na prvem mestu in zato bi jaz najprej res pohvalila, da ste to temo izbrali, da se pogovarjate o tem, da poskušate ozavestiti, kako je to pomembno, predvsem za vaše generacije, saj mi smo že skoraj penili, mi smo naredili, kar smo, tudi za vaše otroke, kako bodo živeli, ker problemi so resni. Točno takšni, kot so bili na filmu prikazani. Zdaj razlika med temi mesti, ki smo jih gledali, in Ljubljano, ali pa recimo tudi Mariborom ali Koprom, je v intenzivnosti pojavov, ker ta mesta niso samo večje, ona so tudi goste v vseh ozirih, ne samo v oziru števila prebivalcev, ampak tudi v gostoti dogodkov, v gostoti, bi rekla, interakcij, se pravi v tem socialno-ekonomskem smislu so mnogo bolj gosta kot Ljubljana ali pa katerokoli mesto v Sloveniji, zato so tam problemi jasno in nazorno izrajeni. Te problemi so prisotni danes že tudi pri nas in če ne bomo nič naredili, se bodo na isti način čas tudi pri nas izrazili. Se pravi, da nekako gledamo v prihodnost skozi ta mesta, ki smo jih tukaj gledali. Zdaj, veliko je bilo namigov v filmu, kako bi morali spremeniti naše vedenje. Pa ne samo na področju mobilnosti, ampak nasploh. To seveda boljše vejo študente, ki so iz družboslovnih ali pa humanističnih ved, ampak tudi arhitekti, urbanisti se moramo tega zavedati, da se z načrtom, kot je bilo tukaj v zaključku povedano, ne da nič rešiti. Mi moramo ljudi nekako sami sebe najprej, potem pa tudi ljudi vzgojiti, da bodo začeli drugače živeti in da bodo mesta dojemali kot socialni prostor, ne kot neko tehnično infrastrukturo, v kateri se gibam, v kateri spim, v kateri služim, in to je mesto. Ni res, mesto je takšno zadnjih 100 let. Prej je bil to kraj, je bil to
to dom, kjer so ljudje živeli. In 100 let ni tako dolga doba v človeški zgodovini, da bi morali pustiti trajne posledice. Ne? Se pravi, na nas je, da s pravilnimi strokovnimi strategijami, v katerih o nekaj predmetih, ki se ukvarjajo z urbanizmom v mestih, poskušamo nekaj povedati, na arhitekturi malo manj, na urbanizmu sliši o tem veliko, poskušamo dati neko orožje v roke, da boste lahko spremenjali stvari na boljše. Ja, vmes, če bi želel kaj dodatno vprašati, lahko seveda ne tako. Bi pa zdaj mogoče še razširil, kaj pa pomeni, oziroma kažem situacija izven Ljubljane, izven urbanih središč, ko se spet pač s to povezavo glede na to, da s to povezavo periferija centra, glede na to, da imamo v bistvu še zmeraj prevladuje avto, pa še zmeraj velike tega torej živeti izven Ljubljane, pa se do Ljubljane ali pa urbano središče v Ljubljani moče. Mislim, če se že navežem na prejšnje vprašanje. Pač ja, videli smo velika mesta, ampak kot je profesor se rekla, mogoče tukaj niso tako izraženi te probleme, ampak obstajajo. Tudi vsako mesto je treba gledati kot vsako posebej. Vsako se samo sooča s temi problemi. Za vsako mesto, tudi če imam Ljubljana v primerjavi s temi mesti, da vidiš manjše probleme, so pa še vsem veliki problemi za Ljubljano. In enako je vlada tudi za manjša mesta na periferiji. In pač pristopi rešitve so vlada drugačne. Slovenija pa še vsem v samem primeru. Tukaj v temu filmu smo imeli pač neki zbor takih mest, ampak v svetu še vsem obstaja še več mest, ki so bolj podobna našemu prostoru. Mogoče zdaj težko komentirati na podlagi tega filma. Prav v tem konkretno. Ja, ampak recimo podobna mesta, tako čisto iz izkušnjega, pa se Ljubljana bolj fleksibilna pri reševanju tega, ali recimo smo v Ljubljani No, mislim, da v nekem svetovnem merilu sigurno, ampak če se pa primerjajo s kakšnimi zahodnimi mesti, mogoče ne toliko, ampak vsem pa, ne vem, pri nas se včasih predstavlja tako, da je pri nas vse slabo. Definitivno ni več, kako daš okoli bolj ugotoviš Ljubljano. Imamo tudi pri nas mogoče kaj za pokazati. Nekje smo umeščeni tu med to zahodno in vzhodno Evropo. Mi smo bili dolgo na tej meji in mislim, da tudi glede soočanja s temi državami smo tu. 10 let nazaj smo mi lahko avstrijska mesta recimo gledali kot zelo odlično razvita, par korakov naprej pred nami. Če smo pa šli pogledati bolj kot v vzhodu in jugu, je pa v bistvu vse bilo precej še slabše kot pri nas. Mislim, da smo to srednjo Evropo ujeli, ampak še vedno nam pa manjka ta tradicija tega. Recimo Danci, Nizozemci, oni že v 60-ih, 70-ih ugotavljajo, da bo to avtomobilistično kulturo treba omejevati. Recimo predvsem Nizozemci, ki imajo ta sistem daljinskih kolesarskih poti že izgrajen, kar praktično nobena druga evropska država nima, imajo zato bolj izraženo to. Vsi drugi smo zadnji, vse smo slišali te časovne dimenzije. 40 let, 60 let so eni zadnji. Mislim, da je 30 let za zahodno Evropo, ampak smo za njimi, gremo v to smer, v enih stvarih, ki jih dohajamo, smo, kjer smo. Ja, jaz bi sam v bistvu eno stvar dodal, ker smo pač že imeli 2 dogodka pred tem, v bistvu o podobnih temah.
In tako smo že prišli do ene relativno pomembne tudi v kontekstu današnjega filma ugotovitve, navezavi z avtom kot nekim ključnim sredstvom mobilnosti danes. In tukaj mogoče bi bilo fajn, če lahko še vi, kdorkoli izmed vas, doda kak komentar o tem, kjer se v bistvu pri nas močno srečata recimo prostorska pa politika transporta, prometa. In to je to, da imamo mi politiko razpršene gradnje, kjer v bistvu se avto kaže kot, mislim, saj v kontekstu periferije se avto kaže kot neko skoraj nujno sredstvo mobilnosti, ker zelo težko na tak način tudi vzpostavimo infrastrukturo javnega prometa, ki bi lahko dosegla vse te razpršene stavbe po Sloveniji. No, mogoče je to nek tak tudi zanimiv del, ki bi ga lahko nasledili. Ja, mislim, to uradna politika ni, ne? To v bistvu vsi dokumenti, recimo, če pogledaš strategijo prostorskega razvoja Slovenije iz 2004, se že aktivno bori proti temu, podaja usmeritve, kako to omejevati, kako poselitev ob te ključne točke javnega prometa usmerjati, kako graditi naselja, pomembnejša naselja, ne? Ampak pač, kaj se pa dogaja na terenu, pa ja, je pa še danes se gradi razpršeno, še danes rastejo hiše tam, kjer ni druge dostopnosti po zasebnim avtomobilom, kjer vemo, da ne bojo ljudje mogli na noben drug način potovati, da je nemogoče javni promet tam zagotoviti, ne. Ampak pač nismo razvili mehanizmov, da bi to ustavili. Zelo pomemben element, ki to spodbuja pri nas, je to nadomestilo za prevoz na delo, ne, ki v bistvu daje ti, če se od dlje voziš, več denarja vsak mesec, če pa se od bližje voziš, pa manj denarja, ne. Teda si nekako sredno motiviran, da živiš rajš malo dlje kot bližje, in ta denar se direktno preliva v benzina, ne, in v avtomobilsko industrijo. Nobenega preverjanja ni, a ti kupiš avtobusno vozovnico ali vozovnico za vlak. To gre direkt v benzin. Tako da s tem imamo še velike težave, ne. Jaz ne vidim, kako bomo to ustavili. Glejte, tole, kar ste vi zdaj vprašali, je dejstvo. Ampak ta razprošen, veste, pojavi v prostoru nikoli niso nekaj zavestnega in usmerjenega. To pač to je nek sistem, ne, ki zaradi različnih vplivov deluje po svoje in ga je nemogoče nadzirati, ne, zelo je kompleksen. In razprošeno gradnjo ustaviti pomeni neko dolgoročno celostno politiko na več področjih, od stanovanjskega do delovnih mest, do, ne vem, vlaganja v določene investicije, mislim, določene vrste proizvodnje, ali pa, ne vem, proizvodne danes nima več, ne. Veste, davke, recimo, so tukaj ene ključnih problemov in vidimo, da ta vlada spet ni nič naredila, ne. Mi nimamo v bistvu davka na nepremičnine, ki bi bil orodje za usmerjanje prostorskega razvoja. Vse, kar imamo, je dejansko sredstvo manipulacije, da se neki parcialni interesi dosegajo, v glavnem lokalni, pa tudi državni, ne. In to pomeni, da so v družbi, da smo mi na takem razvojni stopni, ne, da še ni družbenega konsenza, da je to treba regulirati, da je treba omejevati, ne, ampak so pač interesi nekih skupin, ki so še v družbi imajo največjo moč, da to ostane neregulirano. In recimo, davčna politika je gotovo eden izmed inštrumentov, ki bi ključno vplival na to omejevanje, razproševanje gradnje. To je prvo. Druga zadeva je pa, da smo mi avtomobilska družba, čeprav nočemo tega priznati. Veste, Slovenija po osamosvojitvi se je ekonomsko pobrala skozi avtocestni program. Se pravi, avtocestni program je bil tisti gospodarski inštrument, skozi katerega se je naše gospodarstvo ponovno aktiviralo, ne, ko smo izgubili jugoslovansko telefonovno svetovno. In zdaj se te avtoceste so nam pustile med drugim tudi dolgove, ne, ki jih je treba odplačevati. Mi smo se takrat odločili, da jih bomo sami investirali, da ne bomo vzeli koncesij od nekih tujcev, ne. In zdaj seveda moramo to
sami vrniti. In zdaj, če ti hočeš to vrniti, morajo ljudje vplačevati denar skozi bencin, skozi cestnine, skozi nakupe avtomobilov. Vse to nihče javno ne pove. Ampak če boste pogledali ukrepe, eden izmed teh je recimo nadomestilo za prevoz na delo, boste videli, da te ukrepi spodbujajo vožnje z avtomobili. Ne? In to je res problem, ker je mogoče tudi objektiven, če pomislite. Ne? Zdaj, rešitev je, ali da na tem sistemu vztrajamo, dokler ne bomo plačali kreditov, ne? Ali pa da najdemo nek drug vir, s katerim bomo te dolgove plačali in bomo mogoče z nekim bolj trajnostnim načinom mobilnosti nekje drugje prišparali, da bi lahko vsem vložili. To je recimo realna opcija, o kateri pa je še, mislim, ena resna razprava slišala, se ne govori o tem in bi bilo zelo pomembno, da se te razprave v javnosti odprejo. So ključne. Kako vam vidite, da bi se mogoče dali, da bi skupaj ste rekli, da smo mi avtomobilski narod, ne? Se mi zdi, da je ta kultura tega, da mora imeti vsak svoj avto, pač se sami vozimo v teh avtomobilih. Mogoče po temu, da mi zagotovimo infrastrukturo in različne mehanizme, ne, da spodbujamo druge alternativne načine prevoza, pa ostane še to, da mogoče probamo spremeniti kulturo ljudi, da jih ozaveščamo, izobražujemo in nekako mi probamo doseči to, da ni več avto nek statusni simbol in način, s katerim način transport. To je mogoče Luka Vučević. Ja, mislim, meni se zdi, da to se dogaja. Jaz mislim, da kolikor res vidim, mlajše generacije iščejo načine, da jim ni več treba imeti v lasti avtomobila. In to jaz mislim, da to družba se spreminja. Jaz mislim, da ljudje smo vse nekako inteligentna bitja, ki vedno pretehtajo možnosti in izberejo tisto, ki se v določenem trenutku kaže kot prava. Zdaj, pač ta generacija starejših, moja generacija še starejših, njim je avtomobil bil nekaj, v čemer so sanjali in ki, ko si dosegel to, da si bil lastnik avtomobila, si nekako dosegel enega od zelo pomembnih ciljev v življenju. Ampak jaz mislim, da se to spreminja. No, zdaj na lastništvu avtomobila se to še ne vidi, na potovalnih navadah, kolikor jih uspemo spremljati, se to še ne vidi. Ampak vidimo pa, na primer, v uporabi kolesa, vidimo ta trend res rasti, ne? Ljudje če dalje več vsakodnevno kolesarijo. Javni promet, takoj ko se pojavi možnost, recimo, ko se ta možnost vozovnic integriranih za študente pojavlja, se je bistveno povečalo število teh potnikov, ki to lahko uporabljajo. Tako da jaz mislim, da če se bodo neke te pametne opcije pojavljale, se bo to razvijalo in pač bo avtomobil, ne vem, prisoten bo, mislim, to neke revolucije ne bo naslednjih 30, 40, 50 let, avtomobil je tu, ampak mislim, da manj intenzivno pa manj bo te res zasvojenosti, ne, da je res treba vsakih 50 metrov prevoziti z avtomobilom. To se dogaja. Gotovo so take izobraževalne, recimo, če smo danes tukaj pogledali, ne, če bi ta dogodek bil, da bi širša javnost, mogoče manj strokovna, take stvari so potrebne, veliko, mogoče sploh med mladimi, ne, da jih se ozavešča. Ampak tudi strokovne ukrepi so lahko pri vsakem projektu, če so pravilno uvedeni, lahko pripomorejo, da se prej uveljavi drug odnos do prostora pa do mobilnosti. Kot sem omenila, tukaj so naši poklici res odgovorni. Že s tem, ko poskušaš, ne vem, na občini doseči, da se pravilno umesti zdravstveni dom, ne, na neko lokacijo, kjer veš, da bo peš pa s kolesom dobro dostopen, že s tem veliko narediš, ne, da ga ne postavijo nekam na rob, kjer imajo slučajno prazno parcelo, pa se bojo pa vsi mogli tja z avtom voziti, kar se pri nas veliko dogaja, ne, ampak zdaj, če imaš možnost s svojim projektom nekako vplivati na to, da je drugače, pa
narediš en mali korak k izboljšanju. To umeščanje je prva faza, potem ima že samo oblikovanje objekta. Ne? Zdaj je za tistega, ki pride z avtomobilom, ta objekt najbolj udoben, ali za tistega, ki pride z avtobusom. Ne? To so, obstajajo knjige o tem, ne? Kako oblikovati za spodbujanje drugačnega potovanja. Če recimo je garaža malo oddaljena oziroma parkirno mesto, da bo vse in tudi tisto, ko bo z avtom prišel, mogo iti peš, medtem ko je recimo avtobusno postajališče neposredno v vhodu, je to že nek način spodbujanja drugačne uporabe. Vidimo pa pri nas še recimo fakulteti tam za računalništvo, kemijo, je tako nakupovalno središče, ne? Tisto se ti z avtomobilom zapelješ v garažo in vstopiš v fakulteto kot profesor. Ja, pa zelo težko vstopiš. Ja. Moš iti takole okrog. No, kot študent moš pa tam prehoditi 500 metrov po blatu in pač netlakovani površini, kar je pač avtobus, ni zaurejeno. No in recimo, gledajte, zdaj je načrt tam postaviti čez strojno. Kdo bi mogli zdaj študenti nekaj se oglasiti, ne? Ker, a veste, vi, vaš glas šteje, ne? Mi, ali? Vsi. Organizirati, da bi to, ne vem, nekako se vse povedalo, da je to neudobno, če ne drugega, ne? Ker je resnici neudobno to za te, ki to uporabljajo. Zelo neudobno. To sem zdaj želel vprašati glede študentov oziroma glede naše fakultete. Kako ste rekli, te poklici so v bistvu te napredka oziroma odgovornosti, kako bomo živeti. In kako je to na naši fakulteti predstavljeno? Malo ste že omenjali kot urbanisti slišali o tem? Arhitekti, ne? Mislim, če lahko malo komentirate. Ja, naša fakulteta je ravno tako del te družbe, ne? In je v bistvu v preseku na isti točki kot družba. Čeprav je njena naloga, da raziskuje in da je vedno en korak naprej, ne? Zdaj, mogoče je pol koraka že naprej, na nekih področjih, ne? Ni pa cel korak in moram reči, da se tudi to zavedanje vedno bolj širi, ne? Da se poskuša recimo v seminarjih pridobivati take delavnice, ker se študenti seznanijo s temi problemi, da obstajajo, mogoče niso odgovori toliko celostni tam, kjer nimajo vodstva, ki je prav specialno za to nekako izobraženo, ne? Ampak vseeno vidim, da tudi pri večini predmetov, ne glede na to, kakšne naloge obravnavajo, da se vedno več tega pojavi, ne? Da stopa v ozadje problem formalnosti, ne se pravi, kako, da ni več glavna naloga arhitektov in urbanistov forma, ne? Ampak v bistvu kako s to formo odgovoriš na probleme, kot je te konkretno, kot je zdaj Luka omenil. In če pogledate ta zbornik, ki smo ga pravkar izdali v študentskih delih iz lanskega leta, je noter več kot polovica projektov, ki nas v različnih merili, različnih jezikih nagovarjajo vsebino. Jaz mislim, da tukaj smo zelo v redu in lansko leto so imeli študentje precejšno gibanje pri nas na fakulteti pod nazivom Viharniki in projekt se je delal na temo širitve te šole, ker imamo premalo prostora, to je velik problem, ne? In tam vidite zraven eno prazno parkirišče, ne? Ki je v lasti šole in to je študentom gre to zelo na živce, ne? Da je, recimo, oni nimajo osnovnih prostorov, kot so, ne vem, nek prostor za druženje ali pa recimo delavnice, kjer bi lahko imeli makete delali, ne, tega nimamo, ker pač ni prostora. Tamle pa vidijo neko ogromno zemljišče, pokrito z avtomobili, bi rekla, zdaj, če sem malo nesramna, ne, neke vrste elite, ne, če bi se nagovarjali z jezikom iz filma, recimo up 10%, ne. In to res neka
projekt je bil zelo resen, zelo so se študenti angažirali, resne odgovore so dejali vseh vrst. In mislim, da kljub temu, da se v enem letu ni nič fizično spremenilo, da je bilo toliko enih sporočil, energije v to danega, da bo recimo en rezultat se zgodil tudi na tem parkirišču. In meni se zdi, take akcije je super, no? In da to je res en korak naprej, ali pa dva celo. Tega vključevanja uporabnikov, prebivalcev v razvoj območja. To je, mislim, da ključ za uspeh, se o tem govorijo v tem dokumentarcu. In to je tudi trend vrste projektov, ki se zdaj dogajajo po Evropi. To je kako zdaj angažirati ljudi, da bodo sodelovali zraven, da bodo tudi pričakovanja nekako uravnotežene, ker vsi se želimo, da bi bilo vse super in odlično, ampak pač realnost je ampak to se bo ne načinilo. Se mi zdi, da je ta trend vključevanja, zdaj se mi zdi, da je zelo, se zelo dviguje. Ampak je tudi, mislim, glede na to, da so neke skupine pri nas zelo aktivne, ki se s tem ukvarjajo, je zavedanje dokaj na nizki ravni. In pa se pojavlja vprašanje, a je za vsako ceno vključevati javnost, ker ni izobražena dobro, ali treba prvo javnost izobraziti in jo šele potem vključiti. Ker mislim, da se zdaj to zgodi, da bomo, če bomo zdaj ljudje sprašvali, kaj bi radi, so pač vedno večje ceste, več parkirišč. In odlična kolesarska infrastruktura, in odličen javni promet, in vse, ja. Mislim, Jaz bi mogoče klej dodal, da je treba zmer gledati, da smo ljudje pragmatični in da se bomo, da jim tudi klej ključno, mislim, da v katero smer treba glede mobilnosti razmišljati. Dokler je nekomu se bolj splača pridati iz Kranja z avtom na faks, kakor meni z druge konca Ljubljane z avtobusom ali pa s kolesom, dokler ne bom najdel boljše rešitve, primer, ne, iz tega ne bom uporabljal, pa se lahko še to dobro sliša, ne. In pač tukaj je treba kakor najdeti boljšo alternativo, ponuditi, da potem lahko ti vzameš. Samo nekaj zapirati, pa nekaj ne boš spremenil nič, ne. Ko bo ponujena boljša alternativa, to gremo lahko v to smer, ko mislim. Da mora tudi organsko odmreti avti, če zdaj smo se spravili na avte. Mislim, to se mi zdi, da je zelo pomembno, da mogoče ta dokumentarc ni toliko jasno povedal. Tu je vse bilo precej usmerjeno proti avtomobilu. Mislim, da če spremljate Jana Gela, kaj on govori, v bistvu on govori o kakovosti bivanja. Temu je pač avtomobil ena od stvari, ki posega v ta prostor, ki bi lahko zagotavljal boljše bivanje. Ni to bitka proti avtomobilu. Avtomobil je tu, ima svoje prednosti, ima svoje slabosti, bo še tu naslednjih, ne vem koliko let, bo verjetno drugačen, tako tehnologije kažejo, ampak to ni bitka proti avtomobilu ali pa za zapiranje javnega prostora, ampak je to pač spreminjanje javnega prostora, da je prebivalcem bolj uporaben, privlačen in da lahko bolj živi. To jaz mislim, da je zelo pomembno tudi poudariti, kar v filmu mogoče ni bilo to. Ampak jaz bi vseeno to komentirala, to se mi zdi izjemno pomembno vprašanje. Ali so sposobni ljudje sodelovati v strokovnih razpravah? To je izredno pomembno. Prejšnji teden je bil na Guardianu zelo dolg članek objavljen, ni bil samo novinar, izobražen na sociologije, nekaj takega. Razprava je bila o tem, ali so sposobni ljudje sodelovati v demokraciji, se pravi voliti, ne? Ko oni navedno narobe volijo, pa zvolijo Trumpa, pa zvolijo Brexit, pa ne. In potem je razpravljal o tem, da razprave tečejo že od takrat, ko so prvič začeli razpravljati o volilni pravici, ne? Ko so najprej sam izobraženi lahko volili, pa so rekli, da pravniki lahko imajo 2 glasova, delavec pa samo 1 glas in ne, to jih je skozi skrbelo. Ampak ta je zelo argumentirano povedal, da nič to za tem, da se ljudje kompetentno, strokovno izražajo,
odšli, potem se bojo skozi izkušnjo naučili, da je to narobe in bojo se naslednjič drugače. In da to je bistvo demokracije. Če bi pa mi odločene omejili samo na izobražene, bi pa to, je prav neki izraz, mogoče boste vi kolegi iz FDV vedeli, tujka, kako se imenuje ta način ureditve, kjer eksperti odločajo. In to ni demokratičen način. In če mi hočemo ljudi v mestih pa pritegniti, da bodo res so odločali, moramo biti maksimalno demokratični in pustiti, da govorijo. Saj jih lahko podpremo, lahko izobražujemo, lahko jim pomagamo. Ne? Ampak glej, če bojo si zaželeli, ne vem, rondo, recimo, s konjem na sredi, ne? Glej, pa če res se ne bo dalo z nobenim načinom drugače, pa naj ga imajo, se ga bojo čez 5 let dolje. Ni neka, ne, razumete, kaj hočem si idejo povedati, ne? To je mesto, to je urbano, to vse drugo je pa diktatura, autokracija in barok, recimo, ne? Mislim, da smo mogli tudi arhitekti pa prostorski načrtovalci tega vključevanja javnosti, kako to deluje, še precej naučiti, ne? Ker, ko prideš z fakultete, se ti zdi, da pač ti tuhtaš za mizo in prideš do ene res dobre rešitve, ki je res super in navdušujoča in bolje pokažeš tem ljudem in oni imajo 30 drugih idej in ti podrajo koncept in ti tam nekaj, kar te popolnoma ne gre. Ampak pač to je treba sprejeti, ne? To lahko na vse zadnje bistveno izboljša projekt, zato ker oni tu živijo, oni ta prostor uporabljajo, vejo, kaj se tu dogaja po zimi, kaj tu se dogaja, ne vem, kadar cveti, a veš, tam se marsikaj, kar ti kot nekdo, ki sedi za mizo, pa veš vse o oblikovanju, ne moš vedeti, ne? Tako da je malo treba spustiti kontrolo, pa marsikaj sprejeti, pa jih poskušati usmerjati, ampak jih je treba tudi poslušati, kaj imajo za povedati. Ja, da se date, da oni tam živeli. V filmu je v bistvu rečen, ne, to, kar je prebivalcev, to, kar je pogledal in idej v mestu, ne. In pač Slovenija ima mogoče malo srečo, da so mesta majhna in to ni treba tako, kar tam v Novi Zelandiji, ne, nekega sistema pa 100 ljudi zapustiti, da zbirajo ideja, ne. Zelo lahko, pač ti odločevalci imajo lahko zelo direkten stik s prebivalci. Sam včasih pride do problema, ker na teh javnih obravnavah in to je običajno pride do izraza samo kakšna glasna manjšina, ne pa neko splošno. Ne. To je lahko problem, zato se mi zdi, da mogoče dajati odločanje v roke ljudi ni najboljš, da še vsem boljš, če se odločitve strokovne, s tem, da se posluša tudi javno. Jaz bi se navezala na to mogoče, da ja, dejansko smo tukaj pod naslovom trajnostna mobilnost. Zato, ker pač se opaža, da ta način mobilnosti ni trajnostni, ne? Se pravi avto, vsi ti načini prevoza, ki so bazirani na fosilnih gorivih in poleg pač vplival na podnebne spremembe, so tukaj vplivi na kakovost zraka, vse te težave, s katerimi smo v Sloveniji že precej soočeni. Tako da bi tukaj vprašala v bistvu, zakaj ni več poudarka temi, da mogoče pač iz tega vidika ravno ljudi, zato pa ni poslušati, ker v bistvu ljudi v osnovi tudi, kako smo si ta načrt, razvoj začrtali, pač bazira na neki tej egoistični predpostavki, ne, zase, za v bistvu moj užitek, za moje udobje, ne, nekako na ta način tudi bazira pač prevoz oziroma mobilnost z avtomobili, ne, pač meni je udobno, meni je hitro, meni je pač preprosto, naj tisto, kar pa puščam zadaj ali pa kar pa povzročam skupnemu prostoru, pa pač me ne briga, ne. Tukaj mislim, da bi bilo zelo, je še veliko potenciala, naprimer, če smo po Ljubljani, ne, da se nekako po zgledu mogoče Melbourna, pa tega, kar je bilo predstavljeno, nekako identificira tiste uličke ali pa dele mesta, pa imajo še veliko tega potenciala za dajanje življenja v tak javni prostor.
mesta in ustvarjanje javnega prostora. Tako da, ne vem, jaz sem bila precej bolj navdušena nad tem, ko sem poslušala arhitekta Koželja, ki je pač rekel, da oni so se tako odločili v Ljubljani in v bistvu so bili vsi proti in potem, ko je bila stvar postavljena, jih zdaj ne moramo prehvaliti. Tako da v bistvu malo me skrbi, da se ta razvoj ustavlja, no? Da so se na tej neki ravni centra res potrudili v smislu urejanja, trikrat prekopavanja glavnih cest, urejanja okolice, tistih treh ulic, ko vodijo nekje do Kajzmanskega mostu, naprej pa že ne več, ali pa tukaj, ne. Pa mi malo manjka, no, ta vidik, ta poudarek na trajnosti, na vzdržnosti, na nizkoogličnosti, da v tej debati, no, da v bistvu to je dejansko velik problem, to je problem, ki se ga zaenkrat še premalo zavedamo, sploh ker pač so večina ljudi ali pa generacije prejšnje, ko so ta problem ustvarjali, da niti ne bodo več doživeli mogoče in pač tukaj imamo velik izziv pred sabo in ta dogodek in v smislu ekosklada je bil tudi kar s tem namenom, da se izpostavi te vidike, ne. Če smo komentar. Jaz bi samo mogoče se strinjal absolutno, ampak bi samo nek širši kontekst ta dogodek postavil, da vseeno v bistvu sta bila predhodno še dva in na prvem se je pač ravno specifično na fakulteti za medicino izpostavila ravno, se pravi, vplive prometa na... No, in potem drugi je bil pa potem najbolj specifično vezan, no, ravno na trajnostno mobilnost v smislu... Zdaj sem že trikrat slišala, da avto ni problem, zato pa mi malo... Aha, okej. Pa mi malo pritisk dvigne, no. Seveda je problem je, da... Pa tudi naslednjih 30 let ne bo se biti več šuti, da dajmo razmišljati v tej smeri. Vi lahko to seveda rečete, ampak to bo pač ostala beseda, ki se ne bo meso spremenila, ne. To je strategija. Mi smo, ja, strategija. Seveda je, poglejte, ti cilji so napisani 1000-krat, ne. Vseh občinskih dokumentih v Sloveniji so zapisani. Ampak to nič ne pomeni, zato ker rabimo konkretne, kako bi rekla, akcije in orodja, ki sem povedala že prej, da so dosti bolj kompleksna kot naša želja, da bi imeli čist zrak, s katerim bomo to dosegli. Ker dokler je situacija taka, da se dnevno povečuje število delovnih mest v Ljubljani in upada število delovnih mest po Sloveniji, bo Ljubljana pritegovala dnevne migrante na delo in bo seveda vedno več avtomobilov, zato ker je fizično nemogoče sprojektirati in zagotoviti dovolj prostora, da bi te avtomobile kjerkoli parkirali, tudi na obrobju, ne. Zato, ker jih je recimo po površini, toliko jih prije na dan v Ljubljano, sem jaz zračunala, če bi jih enega zraven drugega parkirali, za 3 površine centra mesta. Se pravi, mesto v 3 etažah, v 3 garažah, vse se napolni. Toliko je teh avtov. To je nerešljivo. To je nerešljivo z reševanjem parkiranja in uvajanjem javnega prevoza. Se pravi, ukrepi trajnostne politike so izredno celostni. In zato imamo mi v manj razvitih državah, kar se upravljanja tiče, kar Slovenija absolutno je, ker mi imamo z upravljanjem neznosne težave, veste, da imamo to tudi vedno v političnih dokumentih, uprava, pa nekaj. Se pravi, država je slabo upravljena in taka država zelo težko sprejme in izvaja kompleksne ukrepe, ki jih terja trajnostni razvoj. In zato, če opazujete države, ki imajo bolj razvit sistem upravljanja, imajo tudi boljše rešene probleme oziroma neke rešitve, ki podpirajo trajnostni razvoj. To ni samo denar problem. Problem je sposobnost izvajanja. In tega mi še nimamo v dovoljšnji meri. V Ljubljani je slučajno neko naključje naneslo, da smo mogoče malo prehiteli povprečje Slovenije, pa so se določene stvari lahko realizirale. Ampak zdaj vam povem tako, zakaj je to samo v mestu, kot ste omenili. Zato, ker kadar gremo na širše območje, so ukrepi povezani z državo
takrat mesto nima več samostojne ingerence, da bi odločalo, recimo o železniški postaji. To odloča država. In država ni sposobna tega problema sprocesirati. In zaradi tega so pač posegi v Ljubljani skoncentrirali tam, ker je mesto imelo to možnost, zdaj skozi neke manjše komunalne ureditve, v katerih samo odloča in jih financira, to izvedel. Zato je problem. Tukaj ni problem neke, ne vem, volje, politike. Pač ne dajo se stvari, bi rekla, kar povečati. Ne? Tam so problemi težji. Recimo, bi jaz omenila tukaj še ljubljanske soseske, ne? Kot so Šiška, ne vem, Bežigrad, te, ki so malo bolj ven, ko verjetno ste imeli tudi tega misli, da se tam nič ne zgodi. Takoj naletimo na problem stanovanj, lastništva, denacionalizacije, spet tega davka, v katerem upravljanje stanovanjskega fonda, to je vse v rokah države, ki mora te sektorje urediti, da bo se lahko potem na lokalni ravni učinkovito delovalo. In to seveda so procesi, kot je Luka povedal. Tudi regionalno prostorsko načrtovanje nazadnje. Če bomo želeli kaj narediti v tej funkcionalni ljubljanski regiji, bo treba pač začeti omejevati gradnjo v teh perifernih občinah in začeti jo kanalizirati nazaj v Ljubljano. Ampak kdo ima danes to moč? Nima nihče te moči. Vse stvari se tukaj tudi premikajo, tako da ni podseče. Ne, sigurno se, ampak pač to je stvar 10 let, ja, da bomo jaz sem vesela, če vi vidite, da se premikajo. Mi na občinski ravni vidimo, da gredo nazaj. Na državni ravni se zdaj, mislim, zdaj bo vse odvisno od 3. junija, tako da tukaj je nekaj na tem. Malo je kura jajce, ne? Malo je kura jajce v tem smislu, da se državljani zgovarjajo na državo, država pa na državljane. Da v bistvu nekako v teh razvitih državah ima tudi ozaveščeno prebivalstvo, ki pač nastopa aktivno proti tem in zato pač se pač, kar je prav in za kar ne bi se zavzemali za skupno dobro. In eden od teh projektov, ta projekt, pač eden od teh projektov je, ki v bistvu namenja ravno temu zaveščanju, polnomočenju, izobraževanju, pač še javnosti, da nekako prevzamejo aktivno vlogo na tem področju. Tako da jaz tukaj mislim, da je na obeh ravneh treba delati, ne? Na tem, da pač se ozavešča, izobražuje, usposabja na tem, da se pač izvoli ljudi, ki bodo bolje upravljali v prihodnje, pa tudi že zdaj v novem zakonu o prostorskem načrtovanju predvideno, da bo tudi na regije, tudi na ravni regiji se delali prostorski načrti. Čakamo, pač, da vidimo, kaj se bo zares dogajalo. Ja, do 2023 je rok za pripravo, potem je tudi, kar se tiče ljubljanske železniške postaje, bilo zdaj začeti, da se bo pač pripravila tudi ureditev na način, da bo tudi za kolesarnice pokrita v 2 nadstropjih oziroma v 2 delih, tako da se zelo veliko dela. Mislim, povezovanje v regiji je zlikar dobro, ampak ne vem, če se spet vrnemo na ta film, mislim, da nobeno mesto v tem filmu ni imelo manj prebivalcev, kot cela Slovenija. In pač, zdaj, mislim, da je Slovenija pač ena regija. In je treba gledati na Slovenijo, a pa še celo širše dejansko glede mobilnosti kot eno enoto. Reševanje mobilnosti na lokalni ravni, to je nemogoče. Pač lahko rešiš problem parkiranja, ne moreš pa rešiti problema, ne vem, pač migracij na delo, če nimaš ti nekega povezanega omrežja. Ampak, mislim, je tema za razpravljati, to sigurno, ampak ravno na lokalni ravni lahko narediš stvari, ki vplivajo potem tudi na uporabo drugih načinov. Recimo, ko se je v Ljubljani začelo striktno zaračunavati parkiranje in terjati kazni, so ljudje začeli razmišljati o vlaku, avtobusu. Predtem je vsak iskal legalno ali pa nelegalno parkirno mesto, kjerkoli. Sej
pa se tudi vi spomnite. Tako da v bistvu je treba ene stvari lokalno narediti, ampak vedno pa razmišljati širše, razmišljati, kako bojo ti ljudje, ki vse bodo tudi potovali. Del v bistvu, ne. Recimo v Kebenhavnu metroja ne dela mesta, metroj je državni projekt. In v bistvu Kebenhavn je Danska ni to zelo drugačno v Sloveniji, lepo se na tem. Isto so migracije tam s periferije, malo je tudi razprašen posebno. In morajo na državni ravni se rešiti problem tega, ne pa Ljubljana sama težko, lahko določeni ukrepi pomaga, sama sebi, ampak veliko vse lahko rešiti rešiti. Včeraj sem poslušala profesorja z Mariborske fakultete, ko so delali na celostni prometni strategiji za Maribor, da je 12% poti v Mariboru krajših od 1,5 kilometra, ki se upravijo z avtomobilom. Tako da tudi je še ful potencialno za urejanje prometa na lokalni ravni. Kar se tiče projektov, pa referendum naslednji vikend, ali ta vikend. Da smo sposobni take projekte v Sloveniji voditi, pa mislim. Jaz bi sam še kot en tak zelo dober primer tudi lokalnega ukrepa, ki je imel, ne vem, tudi neke širše pozitivne posledice, je tudi rumeni pas v Ljubljani, recimo. To v bistvu čisto iz praktičnega vidika pač pomeni za javni transport to, da hitreje teče in v bistvu, mislim, po drugi strani pa pač vsaj delno kaznuje uporabnike avta, zato da niso uporabili javnega transporta. No. Tako da, mislim, sem bil pred kratkim na eni konferenci v Berlinu, kjer so recimo ravno v Berlinu izpostavili Ljubljano kot primer izredno dobre prakse v tem kontekstu, ker tam tega nimajo in je v bistvu potem javni transport podrejen avto. V tem smislu, da se pač tramvaj stoji, ko poteka pač, ko je kolona za avte, kolona tudi za avtobus. Ampak metro pa avtobus sta v tem kontekstu. Pa gledaš javnega prometa, iz leta v leto raste, ne pane. Za mesta našega merila, jaz mislim, da je kolo še vedno ima potencial ogromno. Od centra mesta do obvoznice kamorkoli v 15 minutah. 15 minut. Avto ne prideš. Ja. V bistvu zadrubiš, rešiš. Tako da, ko pač se tu infrastruktura na tak nek spodoben nivo dvignila znotraj obvoznice, vse praktično dostopno. Če bi koliko je pod prostore znotraj obvoznice, ki je namenjen za parkiriščem, za pač recimo Šiški, pred bloki, je ful potencialno. Ne, v centru je. Imate prekrasne primere, jaz tam več čez prekrivim. Sploh ni treba daleč. Da ne govorimo pol pač o tem trendu, kar nekatera mesta gradijo kolesarske avtoceste, ne? Se pravi, res visoko kakovostne kolesarske povezave v regijo, s čimer potem povežemo Kamnik, recimo. Sam ne znam ni to napisati, kaj to pomeni kolesarska avtocesta. Ja, to je čisto jasna definicija. To je pač visoko kakovostna kolesarska povezava, kjer ima kolesar prednost, kjer ni prečkan s cesto, kjer bi on mogel stati. On lahko vozi s hitrostjo 20-25 km na uro in naredi v pol ure, naredi 12. Električni pogon. Ja, sam nimamo niti še pravilno. Ne, v Sloveniji tega pojma ni, ne? Ampak se ni nam treba omejevati s tem, kaj v Sloveniji že je. Ne? Ja, nimaš pa podlage za naročilo. Ja. No, tako da potenciala je veliko. Mislim, da ko bo to se bo stvari začele dogajati, ko ljudje preklopili. Se kaj mi že dela s to hitro kolesarsko povezavo? Za konec naši dotak, stvari, ki smo že nekaj pomenili. In pač bi se v bistvu tudi imamo film, ki v bistvu film prikazuje miselnost in način delovanja Jana Gela, ki
enih glavnih nosilcev gentrifikacije. A da to pokomentiram? To želite? Ja. Ja, absolutno, jaz se s tem moram strinjati. A veste kako, po teoriji je urbano, kot sem že na začetku povedala, preplet mnogih različnosti. Bolj kot so različnosti prepletene znotraj enega urbanega prostora, večja je kakovost urbanega. In zdaj, če mi gledamo kot prometna sredstva, kolo, pešca, avto, se pravi, da jih moramo preplesti, ne pa različevati, ali pa celo enega izločati za enega. Zdaj, seveda je umetnost, kako to narediti, da en drugega ne ovirajo. Gotovo pa moram, zdaj jaz mogoče ni opad, za avto je nam čist jasno, da ne zriva s cest. Ampak tudi kolo postaja nevarnost. Jaz sem se ravno kar vrnila iz Nizozemske, ker imajo vse te avtoceste in vse to, in vam povem, da ni fajn, da se to preobraža v diktaturo kolesa nad pešcem, mogoče tudi nad avto. Nevarno je, zelo je nevarno. Bom povedala samo en primer, kako to izgleda. Skozi center mesta so speljane res široke kolesarske steze, ki so mogoče 4 metre široke in nekaj takega mora biti, dvostezne, ampak na eni strani ceste. In ti, kot pešec želiš prečkati cestišče, ti naenkrat kolesar preleti iz druge strani, kot ti pričakuješ. Se pravi iz obratne, ker se tukaj kolesarja vozita v nasprotno smer in to v bistvu zdravljen pločnika. To je zelo nevarno. Govorila sem za res težko scenarij. Se je tudi v Ljubljani, naša situacija. Ampak ta je ekstremna, ker to so, tukaj oni vozijo 20-25 na uro in se ne ustavi kolo. On te povozi. Imajo razne naprave, ne vem, spredaj tiste ogromne vozičke s tovorom. To je težko, veste, to je masa recimo 100 kg, Zdaj pa računate, če znate malo fizike. Brzina 20, to je isto, kot bi te avto vzbil, čist isto. In se pravi, ta pojav, če ga opazuješ tam, tudi verjetno na Danskem in podobno, kaže na to, da je treba stvari uravnotežiti, da ne smemo nobene skrajnosti podarjati. In da bi seveda pa danes še ne znamo tega narediti, kako to v enem javnem prostoru ustrezno skrižati. To ne vemo. Ni, bi rekel, na svetu primera, da bi rekel, tam so to dobro naredili. Mislim, to je povezano tudi s kulturo ljudi, ki tu živijo. Tako. Pač ta prvi konflikt je recimo pešec kolesar, ampak se tudi Janez je sodeloval v tem projektu Čemp, kjer so ta mesta Nizozemska sodelovala. Oni imajo recimo v prometnih konicah zastoje na kolesarskih stezah. Ja, to sem videla. Pol so problem parkiranja, celi trgi so zaparkirani s kolesi. Ja, jaz imam sliko iz Utrehta, ob 6. zvečer nisi mogel iti mestno središče, cona za pešce, nisi mogel iti čez most, ker je bil poln kolesi. Ni se dalo priči. In to so bolj težave, To so pač težave, jaz mislim, da ki se rešujejo, ko pač ti si želiš veliko kolesarjev, dokler jih nimaš preveč. Pa pač je težava ta, pa rešuješ naprej. Mislim, da to je nek razvoj. Tako, in da se pač uravnotežiti. Je pa mislim, da pač Jan Gehl, kot sem rekel, ne govori o tem, da je treba avtomobile prepovedati. On govori o nekem okolju, ki omogoča komunikacijo, srečevanje, zadrževanje. In jaz mislim, da pač je problem, ker se zdaj te interpretacije njegovih idej pojavljajo. Neka gibanja, ki vzamejo tisto od njega, kar jim pa ne paše, pa pustijo. Teda, kot vsak nek tak idejni vodja je on kriv za vse, kar je nastalo pod to idejo. Ampak jaz mislim, da pač, če berete to njegovo prvo knjigo, Life Between Buildings, tam on zelo lepo govori o tem, kaj v mestu nekako zagotavlja kakovost, da se ljudje srečujejo, da niso samo ta bežna srečanja, ampak da imaš neformalno srečanje, da se zadržiš, da
imaš se ki usest, da lahko opazuješ ljudi, ne. Ne govori o tem, da je treba avtomobil prepovedati ali pa da je treba kolesarje zdaj pa spotencirati. Pač, ja, to je treba je najti ravnotežje, treba je omogočiti, da se otroci lahko igrajo na ulicah, ne. Ni ulica samo prometna, ampak da je to lahko bistveno bolj kakovostni prostor, ne. Zdaj bi mogoče tukaj dodala neko interpretacijo tega pojma merilo človeka, ne. Mi to vedno mislimo, da je velikost pa hitrost, ne, kot avto piše. V resnici pa ni samo to, še bolj pomembno merilo človeka je, kakšne programe lahko on umešča v mestno pritličje. Razumete? Da niso to, recimo, kar bi za zadnje firme rekla, Zara, Benetton, H&M, so zasedli naša mestna pritličja. In to so stvari, ki niso v merilu človeka, ampak globalnih korporacij. Ne? Merilo človeka so, ne vem, mizarstvo, popravljalnica, koles, ne vem, ampak če bi si zdaj vam jaz kot arhitekt, urbanist predlagala, da na Slovensko cesto spustimo enega mizarja, ki bo delal za izložbo, tako da ga bomo mi videli, pa da bomo dovolili, recimo, da on pride s kombijem zjutraj naložiti, pa pelje stranki, pa pride in on tam dela, vsi bodo me razglasili za noro. Bodo rekli, ne, to mora biti tako, to mora biti z glanicami, to mora se vse, razumete? To ni merilo, to morate se dobro zavedati, da je to en glaven element človeškega merila. Se pravi, delo, navadno delo človeško v centru mesta mora dobiti ob ulici spet svoj prostor. Zelo pomembno. Torej, to je v bistvu, da smo tudi vprašali, to je, jaz sem prej zagovarjal o gentrifikaciji, ne? Ja, ja. In smo zagovarjali o nas strokovnjakih, oziroma boljših strokovnjakih, in o javnosti, in kako bi... Potem imamo zdaj tle en tretji dejavnik, tudi prej se omenil Koželja, in to, kaj se dogaja z Ljubljano, tudi v bistvu te od Gela, tudi recimo, ki so se pripeljali v Ljubljano, ampak samo tam, kjer je bilo to v bistvu, kjer se je splačal, torej samo v oskem središču in s tem pride seveda identifikacija, više cene zemljišč, torej seveda bizar tam ne more plačevati najemnine, ne samo zare lahko. In kakšna je pa tu naša vloga kot, recimo, bodoči oškotovalec prostora, če tudi katera pol dobra ideja se bo izpeljala samo, če bo, no. Sigurno je to za razširiti ven, ne, še za ostale dele mesta, ne. Ja, Pač mi si želimo, da meščani da bo imeli kaj od tega, ne. Zdaj, če se to v centru dogaja, meni se zdi, da, ne vem, a še to sodi v definicijo gentrifikacije, ampak tako jaz razumem gentrifikacijo, da nadomestiš ekonomsko šibkejše z nekimi močnejšimi, ampak tu nihče ne prihaja. Nihče skoraj ne živi več v mestnem središču. Ja. Tu je zdaj pač turistično območje, kjer pač se oddaja, kjer ljudje najemajo za par dni, ne, in v bistvu je to turistifikacija, ne. Tu zdaj prebivalcev skoraj več ni. Ja, ampak so pa recimo delovna mesta, kar pomeni, da se vozijo, če ne živijo tu, torej se vozijo, tudi ni trajnostni. Ni trajnostno problematično to, ne, za mesto. Ampak pač jaz mislim, da je to dobro izkušnjo pač s tem, da daš javni prostor, je treba tudi prebivalcem zdaj dati, ne. To se iskati v območjih različnih območjih. Kar se kaže, da so neki koristi od tega. Ja, mislim, ko smo govorili o gentrifikaciji pa teh različnih implementacijah javnega dela, pač recimo meni je bil zelo zanimiv ta primer iz Melbourne, ne, kjer se v bistvu pritličje potem mesta, ulico mesta zapolnili z lokali. In pač tukaj zelo težko govorimo dejansko o javnem prostoru. Pač gre za privatne lokale, kdo so uporabniki teh lokalov. Pač težko govorimo o tem, da je lahko kar vsak človek pač tisti, ki uporablja ta kvazi javni prostor. In s tem se v resnici soočamo tudi v Ljubljani. Vedno bolj se nam pač lokali zajedajo v javni
javni prostor. Pač to je tukaj ena tak, mislim, ali lahko lokalu rečemo, da je javni prostor? Ne. Mogoče še privatizacija kart. Ja, ali lahko sediš v lokalu, če ne naročiš pijače? Se to nikdar nisi mogel. To je pač njihov namen. Ne, ampak niso bila, če se nekako v bistvu preprosto ugotovitev mesta vedno odražajo pač en način ekonomije tistega časa, ki je. Zdaj, če je tukaj Zara, kot ste rekli, ja, ker smo pač v tem času živimo in pač ne more biti nič drugače. Mislim, jaz si ne predstavljam. Ker karkoli, če delaš, če iščeš neko avtohtonost, mislim, kaj pa to je? Ker pa se vedno vrneš v nekaj, kar bo fake, no, kot jaz temu rečem. Pa boš dobil na turistično enklavo, na ponudbo, ki pravzaprav ni za običajne ljudi. Ki pravzaprav tega niti ne potrebujejo, si tega niti ne želijo, niti ne obiskujejo več teh krajev. Tako recimo meni je recimo kakšna Šiška, recimo Lepa Žoga, bistveno bolj urbani lokal, kot pa en lokal, tam da recimo na Cankarjevem rečem. Čisto to. In se počutim tam bistveno bolj domače. Pa tudi je ceneje. Ja, pač se seli to malo ven. Ja. To je zdaj v vseh evropskih mestih, je ta proces zelo podoben. Se tudi vsi v tem pogovarjajo. Mogoče imajo tisti, ki niso čisto celoti člani EU, malo prednost, recimo v Švici, ker ni treba vseh teh pravil upoštevati. Tako da v Cirihu so recimo uspeli, da so v središču mesta še nekaj svojih pač teh lokalov ali pa trgovin, vrtnikov. Tu, kjer smo pa podvrženi tem skupnim pravilom, je pa to točno to, kar ste povedali. Ampak to je zdaj, ne? Zdaj, kaj lahko mi kot projektanti naredimo, če se o tem pogovarjamo? Fleksibilnost je odgovor, ne? Imaš hišo tako narediti, da lahko prikličo spraviš na vse z najmanjšim posegom. Lahko preurediš, da karkoli, tudi avtonom zapelje. Pa moš pa, ja seveda, to se pravi, moš paziti na višino, da 6 metrov vola greti odnakno, kadar bo treba, ne? Zdaj bo pač imel 2 etaži, bo imel 2x po 3 metra. In pa enako v javnem prostoru, ne? Ni treba, da delaš asfaltno cesto, to seveda ne, lahko je lepo urejen, tlakovan ali kakokoli, ampak prostorsko mora pa omogočati, da se karkoli v tem prostoru zgodi, recimo, da bo enkrat, ne vem, helikopter tam pristal, ne vem kaj, ne. Se pravi, ko načrtuješ, moraš čim bolj fleksibilno, da ne bi